Torej, minister Klemenčič, zgodovinski dan danes. Smo lahko Slovenci zadovoljni z odločitvijo arbitražnega sodišča? Kakšen je vaš odziv? Zadovoljni smo lahko, da smo pričakali odločitev arbitražnega sodišča. Zadovoljni smo lahko s tem, da smo odpravili neko negotovost, kakšna je meja med Slovenijo in Hrvaško. Vendar je treba navedeti, in tega se danes zavedam, ker sem prišel sem v te kraje, kjer sem bil deležen lepe in manj lepe zgodbe, da ima zgodba svojo državno aspekt in kot država jaz verjamem, da smo lahko zadovoljni. No, pa seveda tudi zelo človeški aspekt in so pač danes se nekateri veselili, par kilometrov stran, so pa nekateri skoraj v tej dvorani v joku opisovali svojo izkušnjo. No, sami ste dejali, bili ste na terenu, slišali ste zgodbe ljudi, na eni strani vesele, na drugi žalostne, predvsem tukaj v Razkrižju. Kaj pomeni to za ljudi, ta odločitev tukaj? Slišali smo lahko, videli smo lahko solzne oči ljudi, ki so odhajali iz dvorane. Ja, pa ne samo zaradi današnje odločitve. Danes smo slišali tudi, ti ljudje se v bistvu že več kot 2 desetletji soočajo s takimi ali drugačnimi hudimi problemi. Nisem vedel prej, recimo, malenkost, ampak po moje Razkrižje kraj z največ slavisti, študiranimi, ki predavajo in tako naprej, kar kaže tudi na neljubezen do slovenskega jezika. Ampak no, glejte, ta odločitev za jutri ali pa za čez 14 dni ne pomeni nič. Odločitev je potrebno implementirati in to zahteva postopek in proces. Se pravi, za ljudi se ne bo nič spremenilo takoj. Vendar, ko bo odločitev enkrat implementirana in slovenska vlada in država se bo zavzemala, da bomo storili vse, s tem se je vlada zavezala, da ljudem pomagamo. Če bo potrebno, bomo zato spremenili tudi zakonodajo. Danes odprli smo zelo direktne komunikacijske poti. Izjemno proaktivna sta tako župan kot načelnica upravne enote. In če bo potrebno, oziroma že danes se je razpravljalo o tem na odboru v parlamentu in potem na vladi, bomo sprejeli tudi poseben zakon, ki bo omogočal, bomo rekli, neko pozitivno specialno obravnavo posameznikov, ki so bili najbolj prizadeti. Kaj lahko ljudem že obljubite, kako bo država stala torej ob strani tem, ki bodo ostali na hrvaški strani meje? Glejte, v prvi fazi bomo reševali posameznika, ker so izjemno specifični problemi. In zato bo recimo upravna enota, tukaj kar direktno načelnica upravne enote, imela odprto pisarno. Tukaj imamo koordinacijo z Ljubljano, njihove vloge, njihovi položaji, ker so različni, čeprav v enem delu so si pa podobni seboj obravnavali individualno in naša zaveza je, da se njihov status ne sme poslabšati. Edino, kar ne moremo spremeniti, je to, kar je pač sedaj dejstvo arbitražne odločitve. To je ena stvar. Rad bi pa povedal tudi, in to čisto razumem, ljudje obljubam več ne verjamejo. To so povedali in se hkrati opravičevali. Jaz jih razumem in se nimajo za kaj opravičevati. Zakaj bi pa verjeli obljubam? Ampak mene bo sram, če ne bomo tem ljudem šli nasproti. In verjamem, da jim bomo šli in vlada se je k temu izrecno zavezala. Nismo pa mogli še nič narediti, ker je odločitev bila objavljena in je znana danes. No, torej, jutri se zaenkrat ne spreminja nič, ne, to je jasno. Kaj pa lahko ljudje vendarle zdaj v kratkem pričakujejo tukaj na terenih, kakšnekoli aktivnosti, oziroma v katero smer bodo šle mogoče kakšne aktivnosti države? Izrazite kontakte z vsakim posameznikom strani občine, strani upravnih enot, pa ne samo, ki bodo na nek način izpostava države, da poberemo vse te probleme, nekatere že imamo in jih bomo potem individualno reševali. Ker je zelo različno. Tukaj v konkretnem primeru imamo seveda ljudi, ki jih je na nek način arbitraža pustila dejansko na drugi strani meje. Nekje druge, kjer se sicer veselijo, so pa problemi drugačni. Saj smo bili, imamo problem nasipa,
ne, ki seveda ni problem zdaj posameznika, je pa problem poplavne varnosti in tako naprej. In vsaka od teh stvari se bo reševala individualno. Na državni ravni je pa seveda naša prva skrb kot vlade in upam, da kot celotne slovenske politike, da umirjeno, ampak odločno delamo na implementaciji arbitražnega sporazuma, kateri končni odločitvi sosednja Hrvaška, ne glede na to, koliko si zatiska oči, ne more ubežati. No, torej Slovenija bo odločitev spoštovala, smo rekli, tudi Hrvaška bo verjetno s časoma to morala. Kako vendarle komentirate te prve odzive iz hrvaške strani? Kot minister za pravosodje se v to ne bom spuščal, pritrdil bi samo temu, kar ste v bistvu že v vašem vprašanju povedali. Pravo je na naši strani, Slovenija bo to spoštovala in verjamem, da bo Hrvaška to tudi storila. Za konec še mogoče kakšno sporočilo tem ljudem v Razkrižju, ki bodo ostali na drugi strani meje? Ni nam treba verjeti na besedo, da bo vam država prišla nasproti, ne verjemite samo obljubam. To bomo dokazali z dejanji in vse, kar prosim ne izgubite, je upanje v to, da niso pozabljeni. Najlepša hvala. Hvala vam.